Lepo pozdravljeni, dragi dijaki in dijakinje, profesori in profesorice ter spoštovani gostje. Že skoraj 2 meseca so naše oči uprte v dogajanje na Bližnjem vzhodu. Ob spremljanju medijev smo priča novicam o trpljenju, vojni in tudi komentarjem, kdo je agresor, kdo je terorist in kdo je tisti, ki to nasilje spodbuja, ker mu prinaša koristi. V ta namen smo danes v našo sredo povabili naslednje goste. Gospod dr. Renato Podbersič je zgodovinar in poznavalec judovske zgodovine in preganjanja Judov v širšem srednjeevropskem prostoru. Gospod Podbersič je tudi član Mednarodne komisije za preučevanje holokausta, ki v Sloveniji deluje pod Ministrstvom za zunanje zadeve. Naslednji gost, frančiškan pater Peter Lavrih, je slovenski komisar za Sveto deželo. Romarje vodi po Kristusovih poteh že od leta 1988. Dobro pozna življenje ljudi na območju Svete dežele in izzive, s katerimi se soočajo. Iz prve roke nam bo lahko povedal o dogajanju in odnosih med Izraelci in Palestinci. Naslednji gost je gospod Vael Hanuna. Je Palestinec, ki že več let živi v Sloveniji. Osebno pozna zgodbe ljudi in dogajanje v Palestini v zadnjih letih in Palestino nosi v svojem srcu. Vsem gostom najlepša hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Vas, publika, spodbujam, da če se vam med samo debato pojavijo kakšna vprašanja, jih le pogumno zastavite, drugače je pa predviden čas za vprašanja ob koncu okrogle mize. Jaz imam pripravljena nekaj vprašanj, goste prosim, da na njih jedrnato odgovarjajo, če bo pa kater drug od gostov želel še komentirati svojega predhodnika, pa le naj nakaže. Pa bi kar začel. Arabsko-izraelski konflikt traja že več let. S Balfourjevo deklaracijo leta 1917 Britanci zagotovijo Judom podporo pri oblikovanju judovske države v Palestini, v času, ko je bilo tam večinoma arabsko prebivalstvo. Profesor Podbersič, doktor Podbersič, kaj so bili motivi za podpis Balfourjeve deklaracije in britansko podporo Judom, ter kako je to vplivalo na nadaljnje dogajanje? Najprej lep pozdrav, hvala za vabilo. Upam, da vas ne bom preveč dolgo času. Če bo kaj nejasnega, dajte me ustaviti takoj ali pa vprašati na koncu. Zdaj, a mi date uro ali 2 za odgovor? Ne šolsko polno. Zadeva je naslednja. Ne? Dejstvo je, da je judovsko prebivalstvo tam prisotno, vemo v Bibliji, pustimo zdaj, če damo izven biblijskega konteksta, v historični kontekst do leta 70, potem nikoli ni prenehalo biti v tej deželi. Je pa seveda izgubilo večino. Govorimo o Judih, judovske vere. Zlasti v Galileji, torej na severu, je ta prisotnost kontinuirano od 2. stoletja naprej, pravzaprav nikoli v zgodovini ni prenehala. Leta 70 Judje izgubijo domovino, začne se diaspora, potem pa veste že v konc srednjega, predvsem pa v novem veku, počasno naseljevanje, zlasti po sredini 19. stoletja, po teh velikih pogromih, to je že ruska beseda, ki je prišla v naš vokabular, in dejansko podrazumeva veliko preganjanje Judov in takrat se že začnejo seliti nekaj 100, nekaj tisoč na leto v deželo, ki je bila izrazito britanska, pod osmansko upravo, če rečeš po domače turško upravo. Treba je upoštevati dejstvo, da potem začne Prva svetovna vojna, v takrat tistem času živi v deželi že 85.000 Judov, seveda to je približno 10%, manj kot 10% prebivalstva, glede na lokalne palestinske Arabce. In da v Prvi svetovni vojni seveda antantnih silam, v katerih del je tudi Velika Britanija, ob Franciji in seveda Rusiji, pa še ostalih zaveznicah, ne gre vse najboljše. Zlasti je britanski izziv tukaj držati odprto pot do Srednjega vzhoda oziroma Daljnega vzhoda, do svojih kolonij, v katerih perla je bila Indija. Tukaj je Sueški prekop blizu, torej gre za strateške odnose. In seveda Britanci rabijo podporo Judov, predvsem pa njihovega kapitala. In tukaj je treba iskati, bi rekel, vzroke za Balfourjevo deklaracijo, kar je bil seveda tudi potem vaše izhodišče. Dejstvo je, da Sir Arthur Balfour, ki je bil zunanji minister Velike Britanije, je jeseni 1917
dal namero, da je Britanija po koncu vojne, po seveda prve svetovne vojne, po uničenju ali umiku Osmanskega cesarstva z tega imperija, z tega prostora, pripravljena razmisliti o samostojnem judovskem ognjišču, če nekoliko se zapletenem jeziku tistega časa v približnem slovenskem prevodu izrazim, torej neke judovske domovine na Bližnjem vzhodu, torej v današnji Palestini, današnjem Izraelu. Ima pa eno težavo ta deklaracija. Ni povedala, ne kdaj naj bi ta država nastala, ne kaj točno naj bi obsegala. Torej, katere dele Palestine. In tukaj je treba videti enega od vzrokov, da je potem prišlo do težav, ki smo jim priča celotno 20. stoletje. Pravzaprav zdajšnji spopadi niso nič novega, žal. Je pa treba tukaj še nekaj povedati. Ne? Britanci, njihov general, ki vodi britanske sile na Bližnjem vzhodu, general Allenby, ki ima tudi nekaj ulic, pa trgov, pa mostov po njem poimenovanih, ukoraka decembra 1917 v Jeruzalem in potem vojna konča. Britanci dobijo v zgodnjih 20 letih mandat nad upravom Društva narodov, to je predhodnica dejansko današnjega OZN, in to ozemlje upravljajo kot neke vrste kolonijo. Ne čisto, ampak da bomo lažje razumeli, bomo nekoliko simplicirali zadeve. In seveda pozabijo na obljubo, ki so jo dali med prvo svetovno vojno, torej o nastanku judovske države. Kaj se potem zgodi, pa vemo. Ne? Nastopi preganjanje zlasti v Nemčiji, pa potem nemških, bomo rekli, odvisnih državah in se judovsko prebivalstvo mahom poveča na tem teritoriju. Od približno 300.000 v 20 letih na 450.000 tik pred začetkom druge svetovne vojne. Zaradi priseljevanja, predvsem iz Evrope, predvsem iz srednje in vzhodne Evrope. Potem je vojna, ki terja svoj davek in potem se zgodi to, da dežela je razdeljena, boleče razdeljena. O tem verjamem več v nadaljevanju. Jaz bi samo še nekaj dodal. Ne? Če sem odgovorila. Aha, pardon. Jaz bi še nekaj dodal glede Balfourove deklaracije. Ne? Je bila noter pod pogojem, da ne bodo prizadeli pravice nejudovskega prebivalca v Palestini. Ne? In potem, ko so kolonija je nastala, okupacija angleška za Palestino, ne? Ste rekli, da so pozabili na Žide oziroma pozabili na ustanovitev izraelske države. Ne? Ob tem so pa oboroževali skupine židovske. Je tako? Ja, imate prav. Oboroževanje je bilo dejansko, veste, ljubezen je, kako že pravijo, obojestranska. Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj. Ne? In izigravali so Palestince proti Judom, kar je enostavno. Ampak mogoče bo za naše današnje poslušalce še ena stvar zanimiva, pa se posredno navezujem na gospoda Hanunoja. Veste, ko se pojavi sinonistično gibanje, potem bi lahko imeli poseben večer oziroma pogovor, govorimo o drugi polovici 19. koncu 19. stoletja, po Balfourjevi oziroma 95 je po rusko po Alfred Dreyfus, po Dreyfusovem procesu. Nastane sionistično gibanje tudi uradno, prej se nekako zgleduje po sočasnih gibanjih v Evropi, ampak ideja je bila ustanoviti judovsko nacionalno državo in ne takoj v Palestini. Idej je bilo veliko, veste, od Argentine do Niagarskih slapov in na koncu Uganda, najbolj znani bil plan Uganda, in so celo poslali nekaj delegacij z rabinov, pa tudi sionistično sekularnih judov, da bi preučili to visoko planoto v Ugandi za primerno naselitev judov in ustanovitev judovske države v Ugandi. Ne? Pa je bila ideja tudi v Ruskem carstvu, ker največ judov na svetu skoncentriranih je živelo v Ruskem imperiju. Ne? Današnja Ukrajina, Zahodna Rusija, Belorusija, Litva, to je bil tisti stari del naselitve. Ampak Rusko carstvo, seveda, zlasti carji Aleksandar II, Aleksandar III, niso hoteli tega nič slišati. Potem pridemo pa do Balfourja. Ja. Najlepša hvala, vaš odgovor se lepo navezuje na naslednje vprašanje.
Ob koncu druge svetovne vojne leta 1947 je OZN izglasoval razdelitev Palestine na judovski in arabski del, vendar do uresničitve ni prišlo. Gospod Hanuna, kaj je v tistem času to pomenilo za palestinsko prebivalstvo in ali menite, da bi s tem lahko preprečili vojne, ki so sledile? Okay, jaz bi tle eno stvar prej poudaril. Kdo je lastnik zemlje? Palestinci ali pa Židje? Prav. Kako lahko Združeni narodi oni sami razdelijo zemljo, ker oni sploh niso lastniki te zemlje? Ne? In 47 leta, ki je prišla ideja do razdelitev zemlje, večji del bi dobili Židje, ki so prišli iz kje? Prišli so iz Evrope, niso prišli iz iz Palestine ali pa Izrael, ki je tam, ne? Ker mi razlikujemo, mi ne sovražimo Žide. Žide so živeli med nami in Židi so bili Palestinci. Palestinc je, to je pač izraz narodnost, ne? Žid ali pa musliman ali pa kristjan je pa veroizpoved in ni bilo razlikovanje med nami, dokler niso prišli dejansko Angleži kot pač kolonija oziroma po mandatu Združenih narodov oziroma predhodnico, ne? Takrat so se pa začeli dejansko problemi med Židi in Palestinci. S tem Palestinci, ko jaz rečem, to so Palestinci in muslimani in kristjani, ker problem ni Žid s kristjanom pa Žid z muslimanom, ne? Problem je Žid z Palestincem, ki je pa vse vere vseh treh pridobijo. Moram pa še poudariti še to, da kot sem prej rekel, mi nimamo nič proti Židom. Živeli so skozi med nami, tudi v Iraku, ko so jih metali iz Andaluzije ven. Kdo jih je sprejel? Žide. Severna Afrika, ne? Ena velika skupnost židovska je v Maroku, v Iraku, v Siriji, tudi v Libiji je velika, v Tuniziji je tudi velika, ne? Mi jih nikoli nismo preganjali, ne? Naš problem je to nastanek neka država na osnovi neke vere in ki ne priznava pravicam nobenim drugim kot pa samo Židom. To je naš problem. In potem je prišla 47 in je nastala Nakba oziroma groza, ne? Ko se je 48 oziroma 47-48 leta so Izraelci, ne bom rekel Židje, bom rekel Izraelci, so nagnali približno 800,000 Palestincev iz Palestine. Ne Izrael, zame ni Izrael. Ne? To je država Palestina. Pa tudi, če si Žid, musliman ali pa karkoli. Ne? V glavnem 800,000 beguncev, ki so zabežali okrog in s pomočjo Združenih narodov. Noben ni stal ali pa ostavil Izraelce, čeprav v Balfourovi deklaraciji piše, da ne bodo prizadele pravice nežidovskega naroda. Ne? Med njimi je bil moj oče. On je živel je ob Gazi, v mestu se reče Faluža, zdaj je en kipuc tam, ne? Kipuc so pa ena naselja, židovska, ilegalna tam zgrajena na arabskih ozemljih, ne? On je 48 leta, je mogel, 13 let je bil star, je mogel bežati s celo družino. In to je samo ena družina, to je moja družina, kaj pa šele ostalih 800,000 Palestincev, ko so mogli. In kam naj grejo? Isto, kot da bi zdaj v Sloveniji, takrat, ko smo imeli vojno in da bi pregnali Slovence v Avstrijo in ne vem, mislim, ni logično to. Gospod Renato. Ja, zgolj Renato. Torej, rekel sem vam v izhodišču, rabili bi res malo več časa, ampak vendarle, današnji dan ni samo dan nekdanje Jugoslavije, ki jo nekateri oblikujejo, je tudi dan tako enega partition plan. Torej, načrta, ki je bil sprejet v New Yorku, v Flushing Meadowu, mimogrede tam, ker danes tenis igrajo za ta veliki turnir, ene 4 velikih. 29. novembra pred 76 leti je prišlo do razdelitve ozemlja. Ampak te delitve si kot zasebnik, kot zgodovinar,
kot recimo malo, da poznam te zadeve, pa sem kakšen dokument tudi mednarodni videl, upam trditi, da ne bi bilo, če ne bi bilo strašne izkušnje, ki jo je svet in Evropa dopustila, to je izkušnja holokausta, in tukaj so plačali, bom rekel, nedolžni Arabci oziroma Palestinci z tem, kar se je potem zgodilo. Ampak je treba upoštevati tudi nekaj. Zelo močno vlogo, simbolno, ne uničevalno, je imel tukaj jeruzalemski veliki mufti Amin al-Husaini, ki je novembra 1941 iz Jeruzalema zbežal k Himmlerju oziroma Hitlerju, potem pomagal ustanavljati SS pomožne enote, te SS muslimanske divizije. S tem se je jasno opredelil za eno stran v drugi svetovni vojni. Svet pa vemo, da je opazoval to, kar se je dogajalo in čemu rečemo holokaust oziroma šoa. V Sloveniji je bilo to malo manj prisotno, ker Jude kritične mase ni bilo pri nas, razen prek morja. Medtem ko v drugih delih Evrope, zlasti v vzhodni in centralni del, tudi deloma zahodni Evropi, je prihajalo do poboja skoraj 6 milijonov ljudi. In seveda po vojni je svet imel upravičeno slabo vest, ker nič ne naredil. Danes vemo, da so Britanci že vsaj od julija 1942 vedeli za obstoj ne samo koncentracijskih, ampak tudi teh 6 uničevalnih taborišč, Auschwitz, Majdanek, Sobibor, Belzec, Kelmno in Treblinka, ki so bile namenjene uničevanju judovskega prebivalstva. Mi lahko se spogledujemo z tako imenovanimi negacionističnimi teorijami, ki trdijo, da teh ni bilo in da je bilo pobitih samo 200 tisoč Judov. Oprostite, 200 tisoč je pa kar številka za jo metati v nemar. Glejte, Judije sami so danes zbrali zavidanja vreden korpus teh imen in priimkov. Danes imajo zabeleženo z imenom in priimkom približno 3 milijone 450 tisoč ljudi iz predvsem vzhodne in srednje Evrope, deloma tudi zahodne, ki so trpeli, ki so bili ubiti v tem času. Je pa res, da se potem trpljenje zgodi na račun Palestincev, kar je gospod Hanuna izpostavil v izhodišču, je seveda res tukaj vprašljivo. Ne? Kako pride partition plan, torej razdelitev ozemlja, a veste kako so? Matematično delili. 54, 44, 2. 54 Judom, ki so takrat bili izrazita manjšina, jih je bilo mogoče 600, 650 tisoč na tem območju, danes mimogrede jih je 7 milijonov. Torej od leta 1947 do danes se je število več kot podeseterilo. Kako? V glavnem s priseljevanjem. Odkot? Od povsod, tudi iz Slovenije. Slovenije manj, ampak recimo iz Rusije, Amerike in Argentine in drugih držav pa več. In kaj se potem zgodi 44% Palestincem in 2% tako imenovano odprto mesto Jeruzalem, ki je sveto tako Judom kot kristjanom kot muslimanov, torej pod neko vrste protekcijo Združenih narodov in nikoli ni to zaživelo. Ampak kaj se potem zgodi? Tudi teh 44% teritorija Palestine, nekdaj velike, mandatne, kolonialne, če hočete, Palestine, nikoli ne zaživi samostojna država. In če mi dovolite, se opravičujem, ampak moram dodati. Gospod Hanuna je omenil 800 tisoč Palestincev. Verjetno smo spet tam relativizacija števil. Za matematike je pomembno, zgodovinar je tudi, ampak verjetno jih je bilo res samo 700 tisoč. Samo 700 tisoč. Ja. Ampak poglejte, istočasno je prej omenil gospod Hanuna države, ki so imele velik delež judovskega prebivalstva, od Maroka do Iraka, od Jemna do Saudske Arabije in tako naprej. Milijon Judov je bilo izgnano v letih 48 do 50 iz teh držav. Torej izgnanih, ki so stoletje, tisočletje živeli tam, so bili pregnani v Izrael današnji. To je treba imeti v obziru. Vi govorite o teh pač milijon Judov, ki so bili izgnani iz arabskih držav, iz Maroka, iz Iraka. Ja, tako. Mislim, to je iz stališča Evrope, Židov in ne vem še kaj. Ni resnično to. Večinoma Židje iz arabskih držav so dejansko sami šli po reklami židovskega kongresa oziroma zionistov, da oni se preselijo v Palestino. Ne? Iraški kralj, takrat je bil kralj, ni želel on tega narediti, ampak jim je pa dovolil in jim je rekel, če greste, zgubite državljanstvo iraško.
To pomeni, niso bili izgnani, ampak dejansko prostovoljno so šli. Isto kot Židije iz Evrope, ki nimajo nobenih genov, ki bi rekel, da pripadajo Izraelu ali pa Židom, ali pa pač po veri so Židje. Gene pa nimajo nobene, da bi jih povezovalo s Palestino, ne? Ki so prišli. In pol ste rekli, razdelili so na 44, 54, ne? 2% pa takole gremo, ampak to je bilo 47 leta so jih, ne? Ko je bilo malo več število prebivalcev. Zakaj? Zato, ker so prej preseljevali in so rekli, ne, nas je več, hočemo več zemlje. Dejansko je to bilo. Ne? Bo pa prišel nagovor, vse so Arabci sami prodajali zemlje. Arabci niso sami prodajali zemlje. Zionistična organizacija je financirala nakup zemlje v Palestini. Je tako res? Ja. Zbrala je denar iz celega sveta, zato da so lahko kupili. Koliko so kupili? Veste, koliko procentov? Zelo malo. 3%. In to je bilo z ostrahovanjem tudi do Palestincev. Tisti, ki ni prodal, so ga pa ubili ali pa ga vrgli ven. Te stvari ne govorimo jih dovolj na glas mi. A pojasnimo samo še, kaj pomeni sionizem? Ja, tako. Poznate izraz sionizem? To je politično sekularno gibanje, v glavnem sekularno, spostavi se konec 19. stoletja, ki si po vzoru italijanske, nemške države, ki nastanejo, se veste, sredi 19. stoletja, prizadeva za, danes smo ga že nekajkrat rabili ta izraz, prizadeva za ustanovitev samostojne judovske države. Ne? Kjerkoli, najprej je bila ideja, seveda, smo rekli že na Bližnjem vzhodu, ker je bilo tudi turško, osmansko, je padla v vodo, potem smo Argentina, Amerika, Kanada in pa tudi plan Uganda omenjali. To je sionizem, torej sekularno politično gibanje na verski podlagi, ki si prizadeva zastanoviti doskrat tudi z orožjem, predvsem pa s finančnimi vložki, kot jih je omenjal gospod Hanuna. To drži. Ampak žal imamo samo 1 uro, ste rekli, ne? Ja. Ja. Pater Peter, kakšne spremembe so prinesli politični konflikti v letih, odkar vi romate v Sveto deželo? Kako je to vplivalo na splošno varnost in življenje ljudi? Mogoče je najbolj povedano simfonija z različnimi vzponi in padci. Najprej imamo še nerazdeljeno ozemlje, kjer ni bilo še zidu med Betlehemom in Jeruzalemom in tako naprej, in Jeriho in tako. Spominjam se iz leta 80, ko sem bil prvič kot bogoslovec. Takrat imamo mi prosto, edino kontrole so bile. Potem se zgodi, da je bila prva intifada. 87. Pomeni se pa že upor naredi. Pardon, intifada pomeni ustaja. Ustaja Palestine proti Izraelu. In takrat imamo, rekel, to, kar kot Romar doživljaš. Imamo proteste v takem smislu, štacune zaprte. Mi bomo protestirali in napravili štacune zaprte, vi Romarji pa na ten Roženkranc okupovali. To je zdaj iz prakse govorim, ne ozadja. Potem je pa sledil atentat na rabina. Jaz sem takrat hodil navadno na vaščanska vrata v Jeruzalemu narminat, šekle pa dolarje pa to. In je bila tam ena, seveda Arabka, Palestinka, je bila tam, je rekla, meni Abuna, je rekla, Abuna, samo Boga zahvalimo, da ni bil naš atentat. Je res. Da ni bil naš, ljudje sami so ga ubili. Kajti predtem je bila že priprava enega zakona, da bodo vrnili begunce, da bodo vrnili zemljo, in ta politika je bila takrat, lahko bi rekli, tako liberalna v očeh Judov samih, da je treba ukiniti in so šli ubiti rabina. Tako. En intermezzo, da bodo razumeli, da postavimo kontekst. Izrael in Palestina se v prvi polovici pod ameriškim patronatom zelo intenzivno pogajajo v okviru tako imenovanih abrahamskih sporazumov, pa ne bomo razlagali, kdo je Abraham, ne? Tako svet za nas, za kristjane, jude, kot Ibrahim za muslimane. Yeah. In seveda je šlo tako daleč, da je potem prišlo do sporazuma iz Osla, oba sta dobila palestinski pa judovski pogajalec, torej rabin, predsednik pa Arafat, dobila sta Nobelovo nagrado, ker so pa skrajni del judov v Izraelu, ortodoksnih judov,
videl v tem napad na substanco izraelske države, so ga leta 1995 sami ubili. In napadalci je dobil do smrtno ječo in še zdaj v ječi, ker pač Izrael nima smrtne kazni razen enega primera. Ne? Zato. Ja. Ta gospod ni v ječi. Ta gospod je na prostosti. Ta gospod je v ječi. Ne, ni. Je bil obsojen do smrtno ječo. Dobil. Je Ja. že na prostosti. En teden nazaj je bil še zaprt, zdaj pa če vi veste. Ja. Lahko nadaljujemo. Gospod Hanuna, otroštvo ste preživeli v Palestini. Kako so takrat sobivala različna verstva med sabo in kako to doživljate danes? Ja, moje otroštvo nisem doživel v Palestini, ampak v diaspori, kot begunc v Siriji. Zdaj, moj oče je bežal leta 1948 in je prišel v v Sirijo, pardon. In potem je prišel v Slovenijo, se s Slovenko poročil, on je bil prvi arabski študent v Sloveniji. Moram poudariti 58 leta. In potem je mojo mamo, Korošico, kristjanko, ki je zelo verna, prišla živeti v Siriji. Ta prva je šla na obisk, ker ta prva ona, a bi šla ali ne bi šla. In je dejansko, ko je bila na obisku, je videla, kako je to država dejansko odprta. In je šla ona potem živeti in je živela 21 let. Vsi smo, čeprav sem jaz musliman, jaz se deklariram kot musliman. Moji bratje se vsi deklarirajo kot kristjani. Tudi en je bil z gospodom v Sveti deželi. Ne? Vsi smo bili krščeni v Damasku, v katedrali. Tako dejansko je bila res odprta država. In jaz, moje življenje v Siriji, nekako sem doživel, ampak kako sem doživel to biti palestinec, begunec v neko arabsko državo. Ne? In Evropa oziroma svet, saj ste pač v arabskih državah, zakaj vas ne vzamejo, zakaj vam ne dajo državljanstva? Seveda niso, mislim, prav, da niso nam dali državljanstva ti arabske države. Ne? Ker potem ne bi bil palestinski problem leta 1993 na pogajanjih oziroma beguncov, ne bi bil problem v pogajanjih leta 1993. Ne? Arafat je rekel, kaj pa begunci, Izraelci so rekli, se ni beguncev palestinskih. In je iz OZN-a prinesel, koliko je registriranih palestinskih beguncev v svetu. Moj sin je tudi prijavljen. Moj sin, ki se je rodil v Sloveniji, sem ga prijavil. In boste rekli, čudno. A Žid pa lahko? 1000 let nazaj je imel neko koleno židovsko in zdaj je pa Žid. Jaz sem ga prijavil, mojega sina. Ne? In življenje je bilo dejansko kot begunc v Siriji, se ni bilo takole slabo, jaz nič ne rečem. Sam nimaš takih pravic kot begunc, dejansko. No, moraš ti živeti tisto življenje kot državljan neke države. Ne vem, imeli smo več dolžnosti kot pa pravic v tistih državah, ampak pač to je življenje begunca. Ne? Moram pa nekaj povedati glede rabina, ne? Ko so ga ubili, ne? To je bilo 2001 ali 95. Pardon, 25. To hmalo, tako ja. Po Oslo je bilo pač mirovne pogajanje med Palestinci in Izraelci in so prišli do nekih točk. In tudi sami Izraelci so prišli do nekega spoznanja s pritiskom mednarodne skupnosti Evrope, Oslo, Pa ne? Američanov, predvsem. Pa Američanov in Evropska unija, oziroma takrat je bila še manjša. Ne? In so pristali na to, da pač Gaza in zahodni breg in Gaza, ampak to je takole. Če predstavljate si tole cela Palestina, to je Gaza, to je pa zahodni breg. Ne? To ni nič, to ni tudi tistih 54%. V glavnem so se dogovorili, da dobijo nazaj, ne? Ampak vprašanje beguncev bomo pa reševali pol kasneje. Ne takoj v teh pogajanjih, da moramo to prvo podpisati, mirovni sporazum, to pomeni Arafat spusti orožje, PLO spusti orožje in da se bo mirno pogajal z Izraelci, mirni upor, s tem, da bojo pol kasneje oni pač začeli se pogovarjati o teh beguncov, ki ne bi pol prišli. Seveda bi bila neka kvota, no boje zdaj tistih 6-7 milijonov palestincev po celem svetu, kar naenkrat prišli dol, to je tudi nonsens. Ne? Ampak ubili so rabina glih zaradi tega. Ne? Kam zdaj s temi begunci palestinskimi? Mi nočemo. Ne? In so ga ubili. Ne? In to
iz tega jaz izhajam. Izrael nikoli ni želel imeti mir v državi. Dejansko, ali pa mir s Palestinci v tej državi. Oni najraje bi nas metali v morje, tako kot so jih z juga Španije, pa z Portugalce metali dejansko jih v morje. Ne? Arabci nikoli niso v iztrebljenju Židov, pa še zdaj ne govorijo o ne vem kakšnem iztrebljenju, ampak če je nekdo okupator in napadi vašo hišo, a se boste uprli ali se ne boste uprli? Seveda, da se bom uprl. Dobite nek obisk vi in drug dan pa reče, lej, ne sam sobo mi boš dal tako malo, ampak še kuhno ne smeš več hoditi, pa še WC ne smeš več hoditi tam noter. Ne? To se je dogajalo s Palestinci. Izraelci so prišli, naseljevali so se pred 1917, so začeli prihajati Še prej. in so prihajali kot večinoma delavci tudi. Ne? Šimon Perez, ministerski predsednik Izraela, on je prišel z vizo v Palestino. 1936 je zaprosil za palestinsko državljanstvo. Obstajajo tudi dokumenti, prosim. Ne? In potem čez par let, oziroma desetletja, je ratal pa ministerski predsednik. S tem, da ima on zelo krvave roke, on je bil na mirovnih pogajanjih takrat v Oslu, tudi, ampak on ima zelo krvave roke. Od Libanona do Palestincev, do Der Yassina, do Tantura, to so pokoli. Ne? Bilo je med 1936 in 1939 več kot 40 pokolov Palestincev. Ne? Tako da o tem Oslu in mirovnem sporazumu, ki so Palestinci pristali na to, nič ni res. Bi k temu pa vendarle mogel še nekaj dodati. Ne? Omenil je gospod Hanuna te pokole oboje stranske, 36-39, tudi napad na judovsko šolo v Hebronu in tako naprej. In takrat britanski diplomat Pell ustanovi komisijo Pell Commission, ki prva predlaga, da bi se izognili, ker Britanci vidijo, enkrat bomo morali zapustiti deželo, dajmo, kaj napraviti, pokličejo Pella, izkušenega diplomata, ustanovi komisijo in napiše poročilo. In kaj je glavna točka tega Pellovega poročila? Deželo v izogib naprejšnjim morebitnim ali pričakovanim nesoglasjem je treba razdeliti med oba naroda, ki takrat že sobivata v tej deželi, kot je bilo povedano. Ampak kaj se potem zgodi? To, kar opazujemo še danes. Glejte, in ko nastane država Izrael, res da nastane tudi deloma na krvavih pogromih svoje strani. Ko je sprejet ta Partition Plan 47. novembra, današnji dan 76 leti, Izraelci skrajni del svojih paravojaških skupin, takrat ne še redne vojske, zlasti grupa Štern, pa potem Hagana, to so vse izraelske paravojaške enote, zagrešijo nekaj ostudnih zločinov. Bom ga bo ta izraz ostudnih. Recimo pokol v vasi Der Yassin, to ni daleč od Jeruzalema, ko upadajo te skrajne judovske enote in pobijajo celo vas, ampak s tem tudi pokažejo prebivalstvu, da je boljše, da se arabskemu prebivalstvu, lokalnemu, da je boljše, da se izseli, kot pa da Se mu to zgodi. Ja, ampak tukaj pa moram demantirati gospoda Hanuno. Ne izselijo se vsi Arabci. A veste, kljub vsemu, danes imate od države Izrael, ki ima približno 9 milijonov 350 tisoč prebivalcev, je 7 milijonov pa kakšen tisoč je Judov, nekaj je drugih, 2 milijona 100, torej 20% prebivalstva je pa izraelskih Arabcev. Kaj to pomeni? To so Arabci, ki so ostali Palestinci na svojih domovih, so izraelski državljani, zanimivo, čeprav je Izraelu obligacija služiti vojsko in to na zelo visoki ravni, greste v zapor. Spomnite se Natalie Portman pa teh izraelskih igralk, ko se je izognila vojaškemu roku, kakšne sankcije so jih grozile, če se vrne v domatično domovino, pa je lepo ostala kar v Hollywoodu. Ampak kaj se zgodi? Ti Arabci ne služijo vojske, Izraelci služijo vsi, ženske 2 leti, moški 3 leta, pa še na leto od 30 do 45 dni vojaških vaj, odvisno od specialnosti.
Arabci ne služijo, razen prostovoljno in se zadnje čase nekaj Arabcev odloča, da služijo, dosežejo tudi visoke čine. Jih imate v šolah, jih imate v zdravstvu, jih imate na visokih šolnih fakultetah, jih imate na vrhovnem sodišču. Izrael nima ustavnega sodišča, ima najvišji sodni organ je vrhovno sodišče in imate tudi Arabce, torej izraelske Arabce, ki so državljani Izraela. Zdaj lahko bi debatirali, koliko in dokje seže njihova enakopravnost in tudi dokot. Recimo, Izrael je zelo razslojena družba že do samega judovskega prebivalstva. V Tel Avivu in Haifi je enostavno biti Arabc, v Jeruzalemu pa še kje drugje pa ne. Hočem povedati, da tudi družbeni status zavisi od vplivov okolja in sobivanja z lokalnimi judovskimi bolj ali manj ekstremnimi skupinami. Ampak, kot sem rekel, spoštovana kolegica, v eni uri ne bomo mogli vsega zapreti. Naslednje vprašanje se navezuje na ozadje. Namreč, veste kaj, rad bi, da poudarimo 3 točke. Imamo begunce leta 1948, imamo begunce leta 1967 v 6-dnevni vojni in imamo kot tretjo izraelske Arabce, ki jih je tam skoraj na 2,5 milijona gre. In primer ravno tega na gori Blagrov je družina, ki je Palestinka, mama, oče Poljak, sinove, zdaj ima že vnuke. In tam prodaja pivo pa tako spominke. In sem rekel, pa kje imaš sina? Sem rekel, je malo mlajši od mene. Ja, je rekel, on je v vojski. Kako? Se je Arabec po naciji. Ja, je rekel, kdor hoče prostovoljno lahko gre. Je rekel, on je zdaj že končal, je rekel, čim imaš ti v dokumentu napisano, da si izraelsko vojsko služil, kamor češ, delovna mesta so odprta. To ima prav, pater in gospod Hanun imata prav, ne? V Izraelu, če ne služiš vojske, iščeš nekaj izvode, sem bolan, puno, ti je zaprt kakršenkoli višji družbeni položaj. Pika. Ja. Ne prideš nikamor, javne službe pa sploh ni šans. Jaz hočem tle poudariti spet, ne, Izrael, to je družba slojev. Ne? To so Židje iz Amerike, Židje iz Evrope, so nekako prvi sloj, najvišji sloj, potem imate pa Žide iz vzhodne Evrope, iz Afrike. To so pa manj vredni dejansko. Ne? In to se tudi pozna pri službah, pri služenju vojaškega roka, pri vsakodnevnem. Oni imajo blazne probleme z Etiopijci, ki so jih pripeljali kot Žide, pa to, zdaj jih pa hočejo ven zmetati. Ker ti Etiopijci, kot kao Žide, mislim, že jaz ne razumem, kako si lahko Izraelc, pa si Evropc, pa Črnc, pa Rumen, pa Zelen. Mislim, a Slovenci ste Črnci in ne vem, in ste vsi Slovenci? Počas bomo. Ja, ok, počas bomo, ampak to je nekaj drugega, da se tako le mešamo. Gospod Hanuna, ampak vendar preveč pojmov ne moramo tukaj odpirati, ki jih ne bomo zaprli. Izrael so ustanovili evropski, vzhodnoevropski Judje, Aškenazis pomeni po hebrejsko nemške dežele. To pomeni Judje iz celotne vzhodne Evrope, kar je približno nekdani, recimo, Nemški rajh oziroma Sveto-rimsko cesarstvo nemške narodnosti. Zelo tako laično povedano. So prišli iz Rusije. Seveda. Oni ustanovijo Izrael, sekularna ideja. Teh je danes pa samo še 35%. Danes je moč, ki se kaže tudi v zadnjih zaostrovanjih, če vojne ne bi bilo, bi Izrael se razklal notranje. Ker vedno moč dobivajo Mizrahi. Mizrah pomeni pa vzhod. Torej ljudje, ki prihajajo iz Severne Afrike, Bližnjega vzhoda, ki dobivajo vedno večjo moč in so bili dolga desetletja drugorazredni državljani. Sami Judje so jih smatrali ne sebi dovolj enakovredne. Če poenostavimo, ti aškenaški Judje so nam podobni. Tudi svetloke imate, modrooke. Zdaj pustimo njihovo genezo, kako so nastali, njihovo genetiko, to bi zahtevalo še eno drugo debato, ampak vendar so precej evropeizirani. Pol pa gospod Hanuna omenja te, ki prihajajo iz Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, ki so isti kot Arabci. To je genetika tisočletna, podobna, ista, če hočete. Verska je tista, ki jih razlikuje. In potem je še ta del, ki podrazumeva sekularne Jude, ki jih je vedno manj, torej Judje, ki dejansko niso verni, ki so samo, grejo enkrat na leto ali pa še takrat ne v sinagogo, torej njihovo cerkev, po domače rečeno,
in jih je vedno manj, ker živijo evropsko življenje. Medtem ko ortodoksni judje, da na ta nivo se spustimo še, ne, dojemanja judovstva, imajo pa, bo jim podatek povedal, da je država nastala leta 1948, jih je bilo 2%, danes jih je pa že blizu 13%. Punce tukaj bi imele že v Izraelu 3-4 otroke po vaših letih. Ne pretiravam. In to seveda prinaša tudi zadeve, ki smo jih opisovali v zadnji letu pa pol, ko je Netanjahu petič sestavil svojo vlado in je prišlo do krešev znotraj same družbe. V petkih zvečer, na šabat, v Tel Avivu, to je 10.000 ljudi demonstriralo proti njemu. Zdaj pa grejo na zelo spolski teren notranje politike izraelske. Ja, se bomo pa malo pomaknili v zadje. Oktobrski napad Hamasa na Gazo je šokiral ves svet. Šokanten je tudi podatek, da se je napad zgodil ravno na obletnico 4. izraelsko-arabske vojne oziroma imenovane tudi Jom-Kipunske vojne. Jom Kipur. To je največji judovski praznik, dan sprave, in takrat so arabski sosedje napadli Izrael. Gospod Podberšič, zanima nas, ali mogoče v ozadju stojijo interesi velesil, kot so na primer ZDA, Kitajska, Rusija? Absolutno. Brez tega se nobena vojna na tem popku sveta. Zakaj popek sveta? Ja, tam je vse naše počelo. Ne vem, če se bojo spoštovani kolegi iz te gimnazije strinjali, ampak Bližnji vzhod nam je dal vse. Rimsko pravo, judovsko vero in grško filozofijo. Tam je. Judovsko-krščanske civilizacije, zahodne družbe ne moramo razumeti, če ne razumemo Bližnjega vzhoda. In to se preliva tudi v politiko, ekonomijo, pa še kam drugam, tudi zgodovino seveda. In z vsakim spopadom, če zelo plastično rečemo, Izrael je najbolj poceni, najbolj prikladna letalonosilka za ameriško vojaško moč na Bližnjem vzhodu, brezpogojna država, tudi zaradi tega, ker ZDA so bile še 10 let nazaj najbolj judovska država, zdaj je Izrael, ampak še 10 let nazaj je bil največji judov na svetu živelo v Ameriki. Če se nekoliko šaljivo izraža, ne more nekdo postati ameriški predsednik, če nima vpliva za sabo judovskega lobija. Kitajska seveda ima svoje, njena predstraža je Iran, ki ima tudi svoje notranje politične težave in jih rešuje preko gibanja Hezbolah in tudi Hamas, ki ga podpira v Gazi, in Hezbolah v Libanonu. Rusija ima tudi svoje parcialne interese, predvsem je interes, da se fokus svetovne javnosti pomakne iz Ukrajine. Kitajska pa seveda hoče ameriško vpetost na Bližnji vzhod, da pusti v miru Indo-kitajsko oziroma Indo-pacifiško območje, da se morebiti rešuje ali pa reši v bližnji prihodnosti. Reši seveda je eufemizem, vprašanje Tajvana. To je to. Brez velikih sil te vojne ne bi bilo. Žal. Leta 1964 nastane Palestinska osvobodilna organizacija PLO. PLO. Dobro. Ki si je prizadevala za ustanovitev palestinske države na ozemlju nekdanje britanske Palestine. Po njenem razpadu se je leta 1993 ustanovilo gibanje Hamas. Gospod Hanuna, ali ocenjujete, da Hamas deluje za dobrobit Palestincev ali da jih zgolj izrablja za živi ščit? Kdo bi po vašem mnenju moral zastopati interese Palestincev in na kakšen način? PLO ni razpadel. PLO je po dogovoru v Oslu so se dogovorili, da pač vojaška frakcija PLO-ja se bo pač upokojila. Ne? Ni razpadla. Upokojila se bo. Pač mirovne pogajanje, zmenili smo se z Izraelci, ne bomo več z orožjem, gremo se mi po miru, po mirni poti se pogovarjati, dogovarjati, kar se Izraelci kasneje niso tega držali. Ne? 86. leta se je postanovila, pred Oslom se je ustanovil Hamas kot politično gibanje, in to v Zahodnem bregu, ne v Gazi, se je ustanovilo, potem se je pa preselilo tudi v Gazo. Ne? Zame Hamas, čeprav jaz nisem človek, ki bi nosil orožje in ne podpiram jaz pobijanja in streljanja in ne vem kaj. Ne? Sam Hamas je dejansko odporniško gibanje nekega naroda, ki ne more priti do besede, ne pri tem okupatorju, ne po celemu svetu. Cel svet drži z Izraelom
in Palestinc. Arafat je probaval 20 let z pogovori, s pogajanjem, z orožjem, pa ni bilo dejansko nobenega efekta od teh evropskih, ameriških, proizraelskih, ki dejansko so samo napihovali Izrael, s tem, da so mu milijone, milijarde in še danes milijarde. Izrael zdaj, prosim, prejšnji teden ali pa 2 tedna nazaj dobil skoraj 15 milijard dolarjev pomoči, vojaških pomoči. Ne? Proti neki skupini Hamas, ki je mogoče 5000, 10 000, ki imajo kalašnikove pa neke rakete, ki so jih sami naredili. Hamas je zame neterorističen in je dejansko odporniško gibanje. Lejte v Sloveniji, 91 leta teritorijalna obramba, kaj je bila ona? To je nekako nacionalna vojska, odporniško gibanje proti nekomu okupatorju. Ne? In to je dovoljeno, ker so beli pa lepi, ali pa ker je vzhod, ker je Evropa, ko pa gre za nekih Arabcev, Afričanov, tudi Afričani, zelo pozablja se na Afričanov, tudi tam masakre so bili, ne, iz strani Evrope, pa Amerike, pa ne vem še kaj. Ampak njim pa ni dovoljeno, zakaj njim ni dovoljeno? A njim ni dovoljeno živeti? A celo življenje bojo živeli pod, ko se reče, palca okupatorja in ne vem kaj? Ne? In še OZN, ne, 4. mandat, meni se zdi, pač 4. točka, da vsak narod ima pravice do upora. Vsak narod. Ne? In te krivice Židov, ki se je zgodilo pač holokaust iz strani Evrope, ne? Zdaj pa Arabci morajo to reševati, ali kaj? Na svojih plečih. Ne? Mi Žide nikoli nismo preganjali, Evropa jih je preganjala. Antisemitizem se je širil v Evropi, rodil se je v Evropi in širil se v Evropi. In žal mi je, tudi zdaj mi je žal, zaradi dejanja trenutnega Izraela, ne, se je antisemitizem povečal v Evropi. Ne se strani Palestincev, Arabcev ali pa židovska skupnost, prebral sem danes njihovo stran, da povečano število migrantov Bližnjega vzhoda pomeni več antisemitizma v Evropi. Ne, antisemitizem je tle rojen, ni pri nas rojen, ni pri Arabcih ali pa besedno pri Palestincih. Ne. Tako da Hamas zame je odporniško gibanje proti zlu, proti okupatorju, ki je legitimno tudi meni. Izvolite. O antisemitizmu, spoštovana kolegica, vam že zdaj imponiram, da ne pravite na posebno razpravo. Bi bila zelo dobrodošla, ker razne govorice pa dezinformacije krožijo. Je pa res, da pri nas tega verskega antisemitizma, ki je dolga stoletja nekako zaobjel Evropo ali predvsem razvito Evropo, ga ni, v slovenski družbi ga ne vidim, celo bom tako rekel. Mislim, da je katoliška cerkev trenutno največji zaveznik, ne bom rekel Izrael, ampak stare zaveze, konec koncev vse iz tega je počelo vsega. In največji poznavalci delujejo na tega področja, predvsem na teološki fakulteti. In tudi z drugim Vatikanskim koncilom se je to vse skupaj nehalo, vsaj deklarativno. Ampak kar je pa gospod Hanuna, se pa ne bom strinjal z njim, imenovati Hamas samo borci za osvoboditev, to bi človek razumel, težko bom pa poskušal pojasniti njihov upad 7. oktobra letos na izraelsko zemljo. Mimogrede, to je bil prvi upad na ozemlje Izraela po letu za tiste njihove vojne za osamosvojitev oziroma arabsko-izraelske vojne iz leta 1948, da je nekdo upadel na izraelsko ozemlje. Govorim matično ozemlje, tisto, kar je bilo po mednarodnem pravu del Izraela. Ampak dejstvo je, da so Hamasovci, teroristi Hamasa upadli v te bližnje kibuce in pobijali družine, otroke, jim rezali glave, posiljevali ženske in tako naprej. Če je vojak legitimna tarča, in tukaj neko odporniško gibanje ima seveda pravico se z orožjem izpostaviti proti oboroženemu vojaku. Masakr celih družin, in gospod Hanuna pa tudi ostali ne morete temu oporekati, ker so bili posnetki objavljeni. Tudi Hamas sam je snemal nekatere dogodke in prenašal, kaj se je dogajalo.
Tako da tega opravičevati z vojaškim posegom, samoobrambno akcijo, ne moremo. Mislim, da je tudi še nekaj simpatij, ki so preostale v delu svetovne javnosti, Hamas prav s tem izgubil. Prav s tem početjem, ko je bilo pobitih 1400 Izraelcev, Izraelk, otrok, tudi dojenčki, in da so se ob tem še pohvalili s tem svojim uspešnim prodorom v notranjost Izraela in verjemite mi, da je to, kar mene pa čudi, da se je to zgodilo kljub prislovično odličnim obveščevalnim službam, ki jih ima Izrael. Zato vidim morda tudi kakšno, nisem pristaš teorij zarote, ampak enostavno mi ni jasno, kako so vse tri obveščevalne službe domača, torej Shin Bet, mednarodna Mossad pa vojaška obveščevalna služba zatajile. In dopustile, da je Hamas se sprehodil skozi te visoko sofisticirane tehnične ovire na meji in udrl v bližnje kibuce, celo do Berševe, pater bolj ve, ko jaz, Berševa je 40 km oddaljena v notranjost, in nekaj ur, ponekod nekaj dni držal lokalno judovsko-izraelsko prebivalstvo v obsednem stanju. Ne? Tako da tukaj so nekatere stvari, ki sprožajo dodatne razprave. In ne moramo komentirati, ne moramo, ker ne vemo. Bom pa vseeno, rada mi je skomentirati. To jaz sem iskal, da vidim dogajanje samo tale terorizem nam gre že res na živce Arabcem, Palestincem, tudi veliko Evropejcem. Ne? Terorizem Hamasa. Ne? Kar jaz ga pravim, da ni terorizem, vi pa pravite, da je res terorizem. Ne? In napad 7. oktobra na kibuce, ki so ob Gazi, ne? In pobijanje otrok, poseljevanje in to. To je živa laž. Čakajte, a lahko povem. Kot prvo, Izrael je zelo medijsko aktiven in ne vem kaj, in on bi takoj tudi slike teh otrok dal, posiljenih žensk in ne vem še kaj, to prvo dal. To je prva stvar. Kot druga stvar, ne Haaretz, en časopis izraelski, ki je 4 tedne po tem napadu, ne, so prišli do slik oziroma videoposnetkov teh Apačijev, ki so streljali vse poprek po kibucu, ne, in na tistem festivalu, glasbenem festivalu, ki ne bi bilo ubitih nekaj 360 ljudi. Se je meni žal, vsako žrtev je meni žal. Sam dajmo se naliti čistega vina. Kdo je to naredil? In če dalje prihajajo več dokumentov o tem, ne, da so zaradi tega šoka, ki so ga doživeli za napad Hamas, ne, niso vedeli, kaj narediti. In pobijali so tudi svoje. Poklanih otrok ni. Nekaj obglavljenih so rekli, 40 obglavljenih otrok. Tega ni res. Tretja stvar, ki bi jo tle poudaril, kar potrjujem mojo tezo, ne, pričanje nekaterih iz tega festivala. Ne, in škoda, da ne moram videti dajati, ampak in je v hebrejščini, ne, pričanje, da pač, ko so, Hamas je napadel, in to je res, ne, in so jih imeli, ampak problem, je rekla, problem je bilo potem streljanje med Izraelom in med Palestinci, ne, in kar je pobilo Izraelce tam, so izraelske metke, ne Hamasove. In pol je še enkrat novinar rekel, a mislite, da je to Izrael to storil? Je rekla, seveda, se ni za nalašč, ampak on je to pobijal. In zaradi tega je toliko veliko števil. Jaz ne rečem, da je Hamas ubil 100, 200, jaz ne vem, žal mi je za to 100, 200. Ampak hočem pa tle poudariti na to. Hamas je terorističen in vi ste rekli, da je to bil prvi napad od Hamasa. Dejansko je res tak organiziran, bi bil absolutno prvi napad na Izrael. Ne? Kaj pa 75 let pobijanja, razlaščanja, lomljenje kosti otrok Palestincev. Čakajte malo. Tukaj pa Evropa nikoli ne govori o terorističnem dejanju Izraela. Nikoli se ni govorilo. In tudi zdaj, ko so ubili skoraj 14-15 tisoč Palestincev, pa nočem omeniti otrok, da ne boste rekli, da igram na to žilo otrok.
15,000 Palestincev, od njih 6,000 otrok. V glavnem, a to dejanje je pa ni teroristično, vse bolnice v Gazi so obkolili, pustili ljudje umreti, oziroma otrok in ranjencev in ne vem kaj. Zajeli so zdravnike, ubijali so zdravnike, novinarjev, 300 novinarjev je ubitih v tem napadu, ki je ga Izrael naredil. Predvsem pa to, ko je začela vojna, elektriko, vodo, plin, vse so pretrgali. Čisto vse. A so vsi teroristi tam v Gazi? To ne more biti res. In da ne boste rekli pol, Human Shield so bili, oziroma kako se reče to po Človeški slovensko? ščit. Da so oni človeški ščit. Gaza je 360 kvadratnih kilometrov, kjer živi 2 milijona 300 ljudi. Zdaj so se jih je pa spravilo še na polovico, oziroma 2/3 ali pa malo manj kot 2/3 teh 360 pomeni na 200 ali pa 180, 200 kvadratnih kilometrov, 2 milijona 300. In kje je to človeški ščit ali pa ne vem še kaj, pa se en zraven drugega so. Drugo, če so pa Hamas zgradili rove pod zemljo oziroma in iz tega, ja, to je pa taktika, Izrael pa uporablja. Koliko? 2000 tankov, 350,000 vojakov, koliko raketov, ki še dobiva, zdaj še dobiva iz Anglije, iz Nemčije in iz Amerike dobiva še raket. 40,000 tonov eksploziva so vrli. To je 3 atomske bombe nad palestinskim oziroma nad Gazo. Vse so oni Palestinci. Ampak, gospod Kanona, se nihče vam tega ne oponira. Jaz mislim, nekaj aksiomov... Ja, nimam pravice biti jaz upornik, ampak sem lahko samo terorist, če bom koga napadel. Ne, gledajte, nekaj aksiomov tukaj je vendarle, ki jih lahko vsi podpišemo takoj, saj mislim, da zdravorazumski ljudje. Prvič, vojna je absolutno zlo. Drugič, tukaj ni zmagovalca. Človeško življenje in kdo je tisti, ki nastrada? Preprosti ljudje. Kdo nastrada v Gazi? A ni vodstvo Hamasa? Vodstvo Hamasa se sonči po Katarju, Monaku in še kje. In ima 50 metrske Kdo pa jadrnice. nastrada v Izraelu? Se so Preprosti oni ljudje, v seveda. hotelih in ne vem kaj. Absolutno. Čakajte malo, rekli ste pač preprosti ljudje. Za Palestince pa ste rekli, pa da Hamas je v nekih hotelih, pa ne vem še kaj. Ne. Vodstvo Hamasa. Izrael isto. Vse tega ne trdi nihče, da temu ni res. Jaz pravim samo to, sovraštvo generira sovraštvo. In če je bila še recimo v času abrahamskih sporazumov v 90-ih letih živa ideja two-state solution, torej rešitev dveh držav, se bojim s to vojno, da se vsak dan bolj ta rešitev odmika. In to bi moralo biti. Najmanj, da bi Izrael dopustil, ampak gledajte, spet je vprašanje svetega mesta Jeruzalem, dopustil in Palestinci dobili meje države iz leta 1967, kar je legitimna palestinska želja in tudi številne okoliške države jo podpirajo, tudi Američani so jo očitno, zdaj ne vemo, kaj je, se ne izjasnijo točno, torej nastanek dveh držav. Bojim se, da s to vojno se ta rešitev odmika. Ker tukaj bi ta dva naroda, ki sta obsojena na sodelovanje, sobivanje, morala sobivati, morala bi najti en način skupnega soživljenja, kajti drugače smo spet pri tem, kar je bilo rečeno, sovraštvo generira sovraštvo. In žrtve bodo očitno potem spet, hotel sem reči, kdo nastrada? Ja, mali človek nastrada, ne? Vodstva na eni in drugi strani so daleč od bojišča. Jaz se bojim, trenutno se bojim jaz za Zahodni breg. Ne? Zahodni breg je pač so otočki, obkoljeni z izraelskimi naseljami oziroma s checkpointi, kontrolne točke. Ne? V Zahodnem bregu, lahko bi vi povedali, je okrog 530 checkpointov okrog palestinskih mest ali pa vasi. 530. Za nekega Evropejca pa to vse greš mimo, lažje kot pa Palestinc. Moj brat je bil v Palestini pred 5-6 leti. Jaz vedno rečem Palestina. In je bil v Zahodnem bregu in sta hotela z stricem, ki je lansko leto umrl, sta želela priti v Jeruzalem. Ne? Stric je mogel peš čez checkpointe in brat mu je vozil avto.
ni smel z avtom priti. Ne? Mislim, to je prav poniževanje. Zahodni breg pomeni ozemlje med Jeruzalemom pa zahodnim bregom reke Jordan, kjer naj bi enkrat v budućnosti morda, če bojo dovolili, naj bi nastala država Palestina. Ampak to območje je Tulkarem, Dženin, Ramala, ki je nekako upravno središče zdaj zahodnega brega, Hebron, Jeriho, cel kup teh palestinskih mest, ki pa vendarle, veste, nimajo lastne ozemeljske celovitosti, tako bomo rekli. So kot neke vrste otočki, ki jih okoli straži in upravlja tudi njihove zunanje meje. Palestine upravlja Izrael. In seveda to generira napetosti iz dneva v dan. Katero bo glavno mesto Palestine? Ja, se ne morejo zediniti. Palestinci zahtevajo vzhodni Jeruzalem. Se je bil dogovor, da bo vzhodni Jeruzalem. Ja, ampak tudi po mednarodnem pravu. Je pa to mednarodno, da to je pa največje judovsko mesto. Tudi krščansko, tudi muslimansko. Zdaj pa dajte se vi zmeniti. Ne vem, kako bi se vi zmenili. Pater Peter. Ja, Super. končno, da bom izzinil. Ja. Vi ste velik poznavalec Svete dežele in veljate za večnega optimista. Romar, ja, z Romar, Ja. 180krat, zdaj bo pa 185 tič za vašimi profesori za 1. maj. Vi ste pa takoj na vrsti, pa polet, ko bo mladinska, nujno v Jeruzalem, nujno. Ja, povej, Samo katerega leta niste še? tega. Tam imate veliko prijateljev in znancev. Zanima nas, kakšne odzive dobivate od teh ljudi iz Svete dežele, kaj se z njimi dogaja in kako se je njihov položaj spremenil v preteklih letih. A vam povem, pa vam ne bo prav. V Betlehemu, par let nazaj, zmeraj mi v Gazi kakšno reč, malo se to kaj dogaja. Sem rekel, poslušajte, v Betlehemu so vsi Palestinci. Pa kaj delate v Gazi nekaj? Veš, kaj mi je rekel? Pusti norce. Iz Betlehema, ki je Palestina, v Gazo reče, pusti norce. Kaj bomo s tem naredili? Boš pa v Nazaretu, ki je Arabec, izraelski državljan, bi rekel, a si ti Palestinc, te pa kresne na zobe. Jaz sem Arabec. Je Arabec, ker so tudi Palestinci Arabci. A zastopte, ti, ki so zdaj izraelski državljani, teh 2 milijona, oni nočijo slišati o tem, kakšne probleme imajo na jugu. Pa so Arabci. A zastopaš, tu so zdaj ti interesi ali pa tokovi tako med seboj prepleteni, da ne moreš biti tle profesor. Druga reč, še nekaj, ki si rekel Zahodni breg. Lejte, ko smo bili tamle okoli 90. leta, smo bili tudi romali, ne, takrat smo že slutili. A ja, v času, ko je bil, se boste spomnili, ko je bil iz Beograda najavljen shod, ne vem, kakšen shod v Ljubljani. Miting resnice. V tistem smo bili za 29. za ta čas smo bili mi dol romali in smo vsak dan klicali domov, ker nismo Mobičev imeli, se veste, zdaj Mobiče, ne, vse lahko takoj. In je bilo, zadnji večer je bilo pa rečeno, ne bo mitinga. In mi smo imeli takrat na Dominus Flevit mašo, že za novo domovino, samostojno Slovenijo, smo imeli prav namen mašo za domovino in takrat smo začeli zbirati dolarje, da bomo postavili v spomin na samostojnost v Einkaremu Benediktus Dominus, hvaljen gospod Bog Izraelov, da bomo naredili, ker so imeli že tudi drugi toliko. Tako, hvalnico za hrivo. Vse to delamo, zvečer smo bili po hotelu, na Damačanskih vratih in so imeli takole vrste, ena skupina je bila Kompasova, mi smo bili s Kompasom, drugi pa Putnikova in so bili na naših miscah tako jugoslovanske zastave postavljene, jugoslovanske, še zdaj jih imate po Ljubljani. In smo mi naše zastavce dali na Putnikove, kar imejte jih. Smo že na simbolni ravni povedali, kam kdo paše. In potem jaz pa zaupijem, ker imam itak jezik dolg, unmu ta zadnjemu, ko so bili pa 4 Slovenci s Putnikom, sem rekel, poslušajte vi Putnikovi, tukaj da boste vedeli, mitinga resnice jutri ne bo. Pol se pa ustane ena gospa, fina Srbkinja, pa reče, slušaj ti mladiču, jaz sem bil tako mladič, ne, se veste, ne pa starček, ne. Slušaj ti mladiču, mi ne idemo tamo, kde nas ne primajo, vse ste zastopili srbsko, ne. Ne gremo, ker nas ne marajo. To je bil odziv in lastnik hotela je pa rekel,
Nekaj se bo zgodilo, kajti jordanski kralj je prenehal dajati plače na teritoriju Zahodnega brega, Zahodnega brega in Jerihe in Betlehema, ker so bili ti, od leta 67 je bila ta teren, je bil jordanski. Tako? In ko je, takrat je pa rekel, zdaj se bo pa nekaj zgodilo, ker kralj več ne daje plač tem ljudem. In kaj se je zgodilo? Dejansko jordanski kralj se je temu ozemlju zasedenemu odpovedal. In z Jordanijo so naredili tik-tak. Vidite, in zdaj, morda je Arafat takrat mislil, da je to že kar država njegova, Peloja, mogoče je mislil, ampak v tej smeri se ni razvilo, saj smo slišali iz tega. Tako da to je, ne moreš biti profesor. Še pa zraven je pa podatek dober. Od vseh Nobelovih nagrajencev, ki jih je toliko in toliko, je 3/4 Judov. Tudi šahovskih velemojstrov 20. stoletja. Ja. Pravimo, kadar se politika ustavi, ko obupa, se vojna začne. Če bi ti ljudje, vsi prizadeti, peljali politiko, pogovore, ne bi bilo treba pušk. In to poglavje so preskočili. Če gledamo generalno. To pomeni, Ja. Evropa, Amerika, ne date orožje Izraelu, itak ne oborožujete Palestince, ne? In ne bo orožja in se bojo sami med sabo zmenili. Ne bodo. Roko. Ker med Palestinci ni nobenega Nobelovega nagrajenca. Hočemo vedeti, Kako da ne? nimajo sposobnosti. A ne, to se pa ne strinjam z vami. To se pa absolutno ne strinjam z vami. To ste... Pater Peter, Ja. zanima nas, če kljub vašemu optimizmu vidite možnost, da iz te vojne se razširi tretja katastrofa svetovnih razsežnosti, glede na to, da vojna v Ukrajini še kar traja in da imamo po svetu še druga krizna žarišča. To se ne bo rešilo, po mojem. Zato, ker se vsak za svojo obstoj boji. Da eksplozija nastane iz tega teritorija še povsod po svetu. Renato, kaj ti praviš? Ne, čakam gospodično, da ona vpraša. Namreč, ker januarja začnemo romanje, to se bo ustavilo. To ni kaj. Ne? Katerega leta? Mi imamo za drugo leto 10 skupin že blokiranih, 4 smo zdaj le premaknili na drugo leto, tako da drug let bo taka gužva, da na Moskvo smo šli. To je vse. Dela. Politika, tako slovenska kot evropska, je deljena glede na izražanje podpore Izraelu in Palestini. Doktor Podberšič, kako po vašem mnenju na to vpliva polpretekla zgodovina in holokaust? Nekoliko ste se že navezali, a imate še kakšno istočnico, ki bi jo radi podelili z nami? Ne, v bistvu smo povedali vse, bi pa povabil spoštovane dijake in dijakinje, da oni postavijo kakšno vprašanje. Torej, ne bo to izhodišče za njihovo vprašanje. Rajš kot tukaj, da jaz nekaj ex katedra razlagam. Nema smisla. Kar pogumno. Lepo gum, vse ljudstvo v deželi. Jaz sem vprašanje za gospoda Vajela, in sicer rekli ste, da je bila slovenska teritorijalna obramba, nekako ste jo enačili. Primerjali? Nisem enačil, primerjal. Z tem Hamasom. In zdaj ne vem, meni se to zdi malo nelogično, ker jaz se ne spomnim iz tega, kar smo se učili v šoli, da bi kadarkoli slovenska teritorijalna obramba šla v ozemlje Jugoslavije in tam, ne vem, vzela koliko talcev in bi jih potem držala pri sebi. Zelo dobro vprašanje. Hkrati ni bilo nobenih pobojev. Ja, se strinjam z vami. Ne? Ja. Iz mojega stališča je Palestina Palestina. A me razumete? Ne? In Gaza, ki je obkoljena z izraelskimi naseljami in z izraelsko vojsko, je tudi odvzeto en pas, kjer so tam bili vojašnice in kipuci, tam, kjer je napadel večinoma Hamas. Ne? Druga stvar, pa spet bom poudaril, Palestina je celota. Palestina ni samo Zahodni breg in Gaza. Tako da so ti ljudje se borili na svoji zemlji. Ne glede na tisti evropski, ameriški oziroma OZN, ko je razdelil nepravično Palestino, nepravično je razdelil na izraelski del, židovski del, sicer pravite, ne, židovski del in palestinski del. Ne?
44% pa 54%. Ne? In ko sem jaz pač primerjavo dal, teritorijalna obramba, ki se je borila na svoji zemlji, Hamas se tudi bori na svoji zemlji. A mislite, da je Hamas prišel, ne vem, iz Evrope, tako kot so Izraelci prišli iz Evrope? Hamas je od tistih ljudi, ki so tam, ki živijo toliko in toliko let masakrov židovskih, izraelskih, masakrov izraelskih, razlaščanja, poniženja. Gaza je zaprta 17 let, 17 let je Gaza zaprta. 2 milijona ljudi, 2 milijona 300 tisoč ljudi, ne sme nič noter, nič ven. Ne? Seveda, če Izrael dovoli, ne? Je prišlo noter ali pa šlo ven. Ne? Moja teta 17 let ni mogla videti svojo sestro, ki je v Ramali. Moja teta je bila v Gazi in je bila zaprta 17 let. Ni mogla priti, to je 50-60 km, koliko je to približno. Ne? Ja. Ne? 17 let ni mogla videti svojo sestro, dokler ni stric umrl, mož od ene tete, ne? Tako da je dala spet prošnjo in so je dovolili pač en teden, da pride. In 7. je pa začela vojna in ona ostala zdaj v Ramali, cela družina je pa bežala iz sever Gaze dol. Palestinci se borijo na svojo zemljo, niso prišli iz Lune, pa s kamele padli iz ne vem kje. Palestinci so rojeni tam, Hamas je tam rojen. Pa pustimo Hamas, vse so druge skupine, ni samo Hamas, Džihad Islami, Katab al-Aqsa, več teh skupin, ne samo Hamas, Al-Qassam. Ne? In ko je on udaril, pač vojna je vojna, vi pravite vojna je vojna, Izrael, ko pobija Palestince, je pa pač vojna je, ne? Pa ne pobije, ne? Vsak dan ubije enega Palestinca v Palestini, vsak dan, tudi ko takrat Hamas ni udaril, se strinjate to z mano? Mečken pa treba tle črte narediti. Namreč, ko je Hamas udaril na Izrael, ni bilo vojne, bil je teroristični napad, ko je pa Izrael čez 2 dni rekel, zdaj pa razglašam vojno stanje, je bila pa vojna. Se strinjam. Ne more ena teroristična pokrajina, ne more ona narediti vojne, ker nje ni na svetovnem zemljevidu. Terorizem se skriva po vseh hostah, kot naši partizani, kjerkoli so hoteli. Tako da ta razlika je treba vedeti. Vojna je nastala, ko je Izrael užgal. Ja. Prej pa ni bilo vojne, je bil pa teroristični napad. Ok, kaj pa 75 let? Predtem? Ja, Izrael obstaja. Izrael obstaja. Ne, hočem slišati to besedo. 75 let Izrael napada Palestince. Razlašča zemljo okrog Jeruzalema, pa Hebron, poglejmo Hebron, 200 tisoč Palestincev živi v Hebronu. Ne? Koliko Židov je v Hebronu? 500. 500. Koliko vojakov obvarujejo teh 500? 4 tisoč. Mogoče ste pretiravali, ampak tam blizu, ja. Ja, saj so bili prej tudi v Gazi, se jih je ven izselil. Sem da povem do konca. Za 200 tisoč Palestincev, Arabcev, je 500 Židov živijo tam in jih obvaruje in ne pol mesta, na tistih ulicah so zavarjena vsa vrata in okna zaplombirane in ne smejo tudi ven Arabci takrat jeti. Policijske ure so takrat, ko Židje hodijo po ulicah. Ampak veste, A to ni zatiranje? Čakajte malo. A to ni zatiranje? Kaj znam? Če je arabsko ozemlje, jaz razumem to kot arabsko ozemlje, palestinsko. Hebron je priznano, da je palestinsko. Že, ampak Hebron je hkrati sveto mesto za Jude. Tam so pokopani Abraham, Izak in Jakob. Lejte, pred Izraelom v Hebronu so Židje opravljali vse, kako se rečete, procesije in obrede, kar že. Ja, verske obrede, čisto normalno, dokler ni prišel Izrael. Ne bo čisto tako držalo. Ne, drži. Bi dal besedo, a ti da mikrofon ali... Ne, bom lahko glasogovaril. Sem nekaj me zanima, če mogoče veste, to sem jaz zasledil po televiziji, Izraelci na teh kontrolnih točkah uporabljajo sistem, ki ga imenujejo Wolf Pack. Sestavlja iz 3 delov, Blue Wolf, Red Wolf pa White Wolf. Vse to temelji na umetni inteligenciji. Zelo nedavna tehnologija, ampak te sisteme, en sistem je za prepoznavo obrazov in pobijanje, avtomatsko pobijanje. Človek ne pritisne niti ene tipke tam, razen za zagon tistega aparata, za avtomatsko pobijanje ljudi na prepoznavi obraza. Na osnovi prepoznave obraza. Če, naprimer,
vzamejo vojaki sliko, ker je še vedno še drug sistem. Eden od teh treh sistemov pravi nalogo, da vojaki z mobilnimi telefoni, navaden telefon, kolikor vam je stula v žepu, vzamejo sliko, družine, palestinske družine vdrejo polnoči v hišo, rečejo, tamle se postrojite, slikajo, dobro, lahko greste spat, oni se odidejo, dajo v bazo podatkov in naredijo profil. Red Wolf. Red Wolf. Ja, izraelski priseljenci, ilegalni, imajo aplikacije na telefonih, da lahko skenirajo obraz palestinskih delavcev in prebivalcev, zato da dobijo vse njihove podatke, ime, priimek, člani družine, kje živijo, registrsko tablico avtomobila, ali ga policija išče ali ne, in druge take zadeve. In to nekako, ali je to v bistvu človekove pravice, so tukaj kjerkoli upoštevane. Žal, kar govorite, je v veliki meri res. Žal. In tukaj temu ni opravičila. Vejca, ampak. Želim, da obsodite. Čakaj. Jaz obsodam Absolutno Hamas, vi obsodite. Ampak čakajte, jaz nisem ne Jud, še Dolce bi bil ponosen name, lahko dokažem etnično poreklo, rasno, čisto 7 generacij nazaj, Hitler je zahteval 5 generacij, nisem na spisku nobene tajne službe, se s tem ukvarjam samo kot zgodovinar in seveda kršitve človekovih pravic, ja, Bog se usmili, gospod Hanunu, posod jih obsojamo, to sploh ni debate. Ne? Dejstvo je, da teh 650,000 izraelskih ilegalnih naseljencev, ki mimogrede so država v državi in živijo v paralelnem svetu, ja, počnejo. In to so ponavadi najbolj ortodoksni Judje. Abuna Butros mi bo potrdil, koliko teh Judov bogatih iz New Yorka, ne vem, Chicaga, zapustijo svoje pisarne, razkošna domovanja, ampak geneza tega bi bilo treba ena debata spet, ne? Svoje domovanja, svoje biznise in pridajo in the middle of nowhere, dobesedno, na kraški teren, kjer so kače in kamni živijo. Zakaj? Ker podrazumevajo to biblijska njihova domovina, da jim to pripada od Jahveja, da so to dolžni narediti. Enemu takemu norcu, dajte vi dopovedati, da to, kar počne z lokalnim Palestincem, ki tam živi že nekaj tisoč let, pa to ni prav. Še nekaj, do teh lokalnih naselbin ilegalnih. Imate vi vzporedne ceste tudi do Hebrona. Ena cesta je za navadne ljudi, za Palestince in ostale, ena je pa za izraelsko vojsko. In recimo domač prebivalec ne sme uporabljati te ceste, ki je namenjena za izraelske naseljence. In ta vir težav na Bližnjem vzhodu dostikrat izvira prav iz teh radikalnih elementov. Ampak radikalne elemente imate na obeh straneh, to je dejstvo. Jih imate na izraelski strani in jih imate na palestinski strani. Žal ti radikalni elementi, kot je tudi Hamas in kot so judovski naseljenci, dostikrat dejansko narekujejo tempo politike. In žal, poglejte, Netanjahujeva vlada, ki naj bi bila sekularno desna, ne bi obstajala, ima samo pol dovolj poslancev zatvoriti parlamentarno večino v 120-članskem parlamentu, Knesetu, ne bi bilo tako imenovane judovske moči, ki simbolizira radikalne desne elemente z aškenaske strani kot sefardske oziroma mizraške šasa. In te verske stranke zelo bojevite dajo pečat in generirajo izraelsko politiko. In tukaj ne vidim neke prihodnosti. Tukaj je žal temu tako. No, Netanjahu ima zdaj približno 25% podpornosti, zdaj ful je padla, ne? Ampak ja, še manj, ja. V glavnem, ampak lepo ste omenili, ne, kako so ceste pač rezervirane za Izraelce, Žide, vojsko in ne vem kaj, in ceste, ki so dejansko samo za Palestince, da se zapirajo ulice takrat, ko se sprehajajo Žide, ali pa, ne vem, v Jeruzaleme enako se to dogaja, ne? Jeruzalem je čisto svobodno. Hodimo, hodečemo. Palestinci pa ne povsod. Palestinci pa ne povsod, prosim. Tisti, v Jeruzalem sploh ne smejo. Ja, no, v glavnem. Ampak a to ni podobno, kar so nacisti naredili Židom? Ja, Zaprli so jih v getih,
to dovolimo, to ne dovolimo, to boste vohali, to boste pa jedli, to ne boste smeli, to boste pa smeli. In to isto, Red Wolf, White Wolf in tele wolfe, na veliko te wolfe, to so nacisti uporabljali isto. Tuf, ustreli ga, ne? Ni nič. Glejte, koliko zapornikov je v Palestini. Ne? 6,000, 7,000, 8,000 uradno je to. Ne? Med njimi je veliko otrok, pa ne bom rekel otrok. Ampak, kaj delajo z njimi? Razbijajo jih, tepajo jih. Prejšnji teden je en zapornik, ki je vprašal, a je premirje, ker je drug zapornik, ki je predvčerajšnjim to povedal, ki je prišel, ko so zamenjali talce, pa ne vem kaj, ne? Da so ga v sobo dali in so ga ubili s pretepom, ne cianid, pa ne vem še kaj, ubili. Ta fant je prišel, ne, osvobojen je bil, razbite obe dve roki. Žena Nataša je videla video, cel video je videla, razbita obe roki. V avtobusu jih natrpajo, ki jih pripeljajo pol za Rdeč križ in potem predajo palestinskim oblastem oziroma pridejo pol v Jeruzalem oziroma Ramali pa Dženin so neki poslali. Ne. Tik pa, preden da grejo v te avtobuse, jih pretepejo, razbijajo in jim svarijo, da ne bo slučajno kakšno slavje, ko boste prišli vi domov, da ne bojo slučajno da boste imeli kakšne obiske, ker drugače bomo vas takoj vzeli. Ne? In to so tudi veliko otrok, 17, 16, 15, 14 let stari so. In to, ko so v zaporih, brez sojenja, to moram poudariti, to so administrativni zaporniki. Ne? Ko so lahko 2, 3, 4, 5, 6 let. Prišla je žena od najdalj zaprtega Palestinca, Al-Barghuthi. Ne? Cela družina je v zaporu, tudi žena njegova je bila. On je pa 44 let v teh zaporih. Ne? Žena, ker je njegova žena, je bila v zaporu, ker je ostala, ja. Kaj? Ne, mirno je protestirala in je šla v zapor. In bratranci, brata njegove, ne vem še kaj, jih je na 10 iz ene in iste družine so noter v zaporu. Ne? Ti osvobojeni palestinski zaporniki, ki so prišli ven, ne? Nekaterim so, preden da so jih izpustili, šli k njim domov, razbili dom, svarili starše in sorodnike, ko bo prišel on ven. Mislim, to je ne samo apartheid, nacizem, vse se izvaja, kar je bilo na svetu grdega od kakšnih, ne vem, vojska, pa to Izrael izvaja. Izrael, ki je doživel, mi je žal, ki je doživel holokausta, ki je najbolj grozno, ni najbolj grozno, ampak res je hudo. Ne? In Arabci obsodili so holokaust, če ne prej, pa kasneje. Obsodili. Ne? Ker tudi so rekli, v holokaustu ni bilo ubitih samo Židje. Ne? Je bilo, ne vem, koliko Slovanov, koliko drugih narodov. Ampak govorimo o teh Žideh. In še zdaj Evropa in Amerika plačuje kot moralno prečiščenje oziroma svoje duše tem Izraelcem za ta holokaust. To je že 100 let od tega holokausta. Prejšnji teden pa 2 tedna nazaj so izgubili sodbo na Hrvaškem, ko so zahtevali odškodnino od Hrvaške. Hrvaški Židje so zahtevali odškodnino od hrvaške vlade in so izgubili to sodbo. Lejte, mislim, prosim vas. No. Bomo Palestinci pa mi zdaj zahtevali? Ne? Holokaust je v 4-5 letih, mi pa že 70, 80, 100 let. Ne? Pa nočemo mi teh odškodnin. Puste nas pri miru. Puste nas pri miru. Pusti državo. Puste Gazo in Zahodni breg. Puste pri miru. Pa ena povezava seveda mora biti med Gaza pa Zahodni breg. Dobili smo nazaj, ampak so naredili pa otočke pol. In če več naseljencev so pripeljali. Imam samo podvprašanje. Izvolite. Mi lahko poveste, kakšno je osnovno načelo Hamasa napram Izraelu? Kakšno načelo je? Ja, to sem jaz v statutu, ne?
hočete me govoriti o statutu, ki je full govora je bila Ne, zdaj v v Evropo, da v statutu piše noter uničenje Izraela in ubijanje Izraela. Sploh ni res. Piše noter v uporu proti okupaciji Izraela. Lepo prosim, točno ne prevedejo te mediji in tisti, ki to prevajajo. Jaz v arabščini berem upor proti okupaciji Izraela. In ga vržemo v morje. Ni res. To je gonilna sila. Ni res, to je vzhodna teza, da mi Arabci hočemo jih, ali pa Hamas hoče jih vršiti v morje. Kaj pa izjave, prosim, Ben Shapirja? No, povejte, Ben Shapir, poznate? Ne. No, o iztrebljanju Palestincev, pobit vsakega Palestinca. Hamas Ne Hamas, vsakega Palestinca, prosim. To so izjave zdaj, prosim, moja žena je videla z mano. Ne, se nočem pogajati. Jaz vas imam zelo rad od mojega brata, ker je res zelo lepo govoril o vas. Jaz imam že od nekdaj, želim vas srečati, res. Ne? Ampak Ben Shapir, Netanjahu in minister za arhiviranje, oni imajo enega ministra za arhiviranje, ki je, dajmo atomsko bombo vršiti, sicer so ga utišali. Odstavili so ga. Prosim, odstavili, ja, prosim, ampak rekel je. Ja, seveda rekel, Jih to je je pa kriminalno. 6 milijonov slišalo teh Židov, a me razumete? On ima tudi svoje. Haluna, veste, kaj je najbolj žalostno? Mene je Tudi če bi vrgli atomsko bombo, bi sami sebe zaplinili, se živijo eden zraven drugega. Ne, so take atomske bombe, ki so zelo omejene. Ki bo manj, Zivnik. No, gledamo o atomskih bombah. Iran ne sme imeti, Izrael lahko ima. Jaz ne vem zakaj. Če bi jaz sosedu vrgel na atomsko bombo, bi tudi jaz bil oškodovan, ne? So take bombe ratale, da manjšo škodo boste imeli. Jaz bi pa res za konec vprašal rejši naše dijake, vaše dijake in dijakinje, ki so ustrajali toliko časa, kaj smo se naučili od tega pogovora. A je sploh koeksistenca na Bližnjem vzhodu mogoča, to je zdaj retorično postavljeno, predvsem pa, da ne bi smeli biti navijaški. Tukaj ni zmagovalca in poraženca. Vsi so poraženci ali smo tisti, ki sodelujejo v vojaških spopadih. Trpijo pa nedolžni ljudje predvsem. Ne? Tisti čas viteškega bojevanja je minil s prvo svetovno vojno, bolj ali manj viteškega, ko so se možje in fantje, punce so jokale, možje in fantje so šli na bojno polje, tam so spopadli, prinesli bojni plen domov in to je bilo to. Danes tega ni več. In vojna ne more biti projekt kontra, ti dobri, oni slabi. Dajte no, kje? Če smo tega se naučili, ali pa tega nekako osvojili, danes je to po moje dovolj. Vojna ne rešuje zadev, samo generira sovraštvo v prihodnje rodove, žal. Jaz sem 3 vojne doživel in vam povem, ne rabite vojno, resno ne rabite vojno. Ne? To je največje zlo za katerega koli, a so tvoji ali pa nasprotni, za sebe, mislim za tvoje ali pa nasprotnike. Ne? To je res in nasrka ta narod oziroma ti navadni ljudje. Gospodje se bojo po vojni se zmenili in bojo šli na eno vino, ne? Ampak ljudje bojo pa trpeli. To, kar sedaj Gaza, naprimer, ki jaz gledam. Ne? Ker vam sem rekel, jaz pa pač ne podpiram ta način Hamasa, ki je naredil, s tem, da pač nočemo inovati več. Ne? Vam bi pa preporočal eno knjigo, ne? Jeruzalem, ki je tudi v slovenščini zelo dobra knjiga. Je pa res en špeh, medicinci bi rekli, koliko se imaš se zaučiti? Ja, 3 cm, ne bo rekel 300 strani, ampak imamo 3-4 cm še. Ne? No, ta je 5 cm. Gospod Haluna je rekel, da se ne strinjamo, mogoče res v marsičem, ampak v tej knjigi se pa absolutno strinjam. Napisali sta angleški pa francoski novinar, izšla je 74, je res špeh, ampak se strinjam, kljub, boste rekli, kdo pa še knjige bere, to je pa se. Ne, se splača vse to roke. Vam genezo postavi tega bližnjevzhodnega klopčiča, ki žal še ni odvit. Ja, knjiga je odlična. In zelo neodvisno napisano. Ja, absolutno. Zelo neodvisno napisano. Tudi pluva Arabce, pa čeprav sem jaz Arabc, pa ne vem še kaj. Tudi pluva jih. Vi ste tudi krivi. Ne? In potem tudi Jude. In Evropo. Ne? Vloga Evrope v tej zadevi je blazna, je kar velika. Oni so usadili nekega raka
v tem delu, ki je med Azijo, Afriko in Evropo, za obvladovanje tega področja dejansko. Ne? Dejansko je to res. No, pa prišli smo do konca okrogle mize. Vsem se vam lepo zahvaljujem, da ste se udeležili. Mislim, da je okrogla miza odprla veliko novih vprašanj, kjer je vredno raziskati. Našim gostom se še enkrat zahvaljujem, ker so se udeležili. Za vas imamo tudi neko malo darilce. Si lahko nadaljujemo še tem postfestom, ne? Lahko tukaj še uro, 2, 3 ostanemo, ni problema. Ne more iti domov. Domače naloge. Pa knjigo brati Jeruzalem, Jeruzalem. To je dela. Najlepša hvala. Hvala, jaz bi še eno besedo sam dodal. Ja? Jaz se zelo zahvaljujem v svojem imenu, tudi v imenu vseh. Ne? Mogoče smo vam odprli neko obzorje, ampak sami morate raziskovati tega. Ne prebrati, ne gledati samo eno stran, ker je pro et kontra. In možno, da sta oba dva prav, ampak ne najdeta istega jezika. Ali pa da je en prav in narobe. In ko boš prebral obe strani, se boš lahko eno sliko kristaliziral in si rekel, aha, pa karkoli je, za Palestince ali pa za Žide. Tukaj se moram strinjati z gospodom, ne se moram, absolutno ima prav. Bi pa vam opozarjal, polagal na srce, predvsem da ne poslušati slovenskih medijev. Mi imamo odlične posameznike, recimo eden takih je skoraj mal vaše starosti, mal starejši Nejc Krevs z RTV Slovenije, ki ga sploh ne spustijo zraven, ne sme niti v verskem programu, čeprav na teološki fakulteto dokončal komentirati. Nekateri kolegi kvasijo dobesedno neumnosti, lahko me citirate, kar sem danes rekel. Na drugi strani popolnoma nepoznavanje bližnjevzhodnega zapletenega bom rekel, tega turišča idej in misli skozi zgodovino. Na drugi strani, pogledajte, kakšen tuj naš program. Jaz živim na italijanski meji, pa raj poslušam, to so svetlobna leta poročanja slovenske nacionalne pa italijanske nacionalne televizije. Že HTV hrvaški je dosti bolj uravnotežen kot pa slovenska televizija. Pri nas imamo res isto navijaško doskrat pro et kontra. Vojna je zlo, pika. No, Barbaro Šurk so ven dali iz televizije zdaj, oziroma več ne poroča o Palestini. Ne, že prvi dan, ko sem slišal, sem rekel, to je grozno. Ne, in drugi dan jo ni več prav. Ker so tudi začutili, ker dejansko je bilo pač ene države in konc. Ja. Ne? In je prav, da niso, ker morajo vse poslušati. Hvala. Dve šolski uri. Jutri lahko zamudite 2 uri. A ja, ne smem učiti napačnega.